V pripravah na volitve v državni zbor, ki bodo 22. marca, predstavljamo stranko Nova Slovenija. Z nami sta v studiu Jernej Vrtovec, predsednik stranke Nova Slovenija. Pozdravljeni. In Matjaž Trontelj, predsednik strokovnega odbora za zdravstvo pri stranki Nova Slovenija. Sicer pa delate tudi v zasebnem zdravstvenem centru. Boste malo več povedali o tem malce kasneje. Gospod Jernej Vrtovec, začnimo najprej z vami. Malce nam razložite, v tem mandatu smo imeli občutek, da ste velikokrat tudi, seveda še pod prejšnjim predsednikom, gospodom Toninom, malce sodelovali z Gibanjem Svoboda. Malce nam razložite, kaj se je dogajalo. Včasih je bila stranka SDS majčkeno razočarana. Kaj je bilo zdaj? Kaj se je dogajalo? Mene, glejte, vsaka stranka pač ima svoj program, svoja stališča, zato tudi je Nova Slovenija samostojna stranka in pač ta stališča predstavljena navzven pred javnostjo, navznoter pred članstvom in lahko rečem, da Nova Slovenija je vedno igrala v tem mandatu trdo pozicijo Golobovi vladi. So bili mogoče na začetku naša stališča ali pa naši prijemi opozicije malce drugačni, ampak gledajte, zdaj tekom mandata smo ugotovili takoj na začetku, da zelo težko sodeluješ stranko Gibanje Svoboda, ker ima v svojem programu, pa tudi v izvajanju neko eksperimentiranje na področju ekonomije, sociale, kulture, družbe, vrednot in absolutno Nova Slovenija nikakor ne more sodelovati s takšno stranko, ki vrača Slovenijo desetletja nazaj, zlasti v miselnosti. Zaradi tega pač smo se tudi pred temi parlamentarnimi volitvami povezali Slovensko ljudsko stranko, stranko Fokus Marka Lotriča, izključno z namenom, da se s to politiko, ki jo predstavlja Robert Golob, dejansko preneha, da dobimo drugačno vlado, ki bo zagotavljala blaginjo. Dvig splošne blaginje za vse in da bo končno tudi delo postalo vrednota, ne pa da se na drugi strani s temi vladnimi politikami podpirale novo. Poglejte, koliko so se dvignili davki za samostojne podjetnike, normirance, so dobesedno iz dneva v dan obremenjevali tudi obrtnike, podjetnike, jih imajo kot neke razredne sovražnike. To je tisto, kar mene boli. Da smo vsi, ki se v ideološkem smislu ne strinjamo s potezami Goloba, da smo označeni za nek razredne sovražnike, kot ne bodi ga treba v kolesju njihovega vsakdana. In s takšno politiko je treba prekiniti 22. marca na volitvah. No, v tej vladni koaliciji, ki nam vlada, ni samo Gibanje Svoboda, je tudi stranka SD, pa seveda tudi Levica. Kako gledate na ti dve stranki, tudi v prihodnje? Zdaj, kar se tiče same ideološke usmerjenosti vlade, ta tempo narekuje Levica Luke Mesca. Ta tudi sprevržena zakonodaja, deloma sprevržena zakonodaja, ki smo bili priča in je bila sprejeta, je nastala na zelnikih ideologov v Levici in vse to je pač implementirala vlada pod Golobom in tudi SD. Jaz tukaj ne bi šparil besed, kajti vemo, katere tri stranke so v koaliciji in odgovorno za nastalo situacijo v državi, tudi to, da se podjetja selijo ven iz države, da se mladi selijo ven iz države, da je rodnost tako padla. Tukaj gre za odgovornost vseh treh vladnih strank, brez izjeme. Kajti tudi, ko smo mi želeli popravljati v državnem zboru, zlasti zakonodajo, zakon o dohodnini, da se bi dvignile plače na račun višje dohodninske olajšave, je v bistvu tudi stranka SD, kljub obljubam Matjaža Hana, na koncu pritisnila gumb proti. Tudi pri rešitvah za normirance, samostojne podjetnike, je SD pritisnila proti, pa Matjaž Han, gospodarski minister. Torej gre za to, da imamo močno ideološko podstat, skrajno levo podstat v Levici, vse to pa vedno požegna, bomo rekli, predsednik vlade Robert Golob in SD vedno drži
neko vrečo zraven, ne? Vrečo doprinosa s svojimi potrebnimi glasovi v državnem zboru. Torej, odgovornost, ne, je na celotni koaliciji za to stanje v državi, ki ga imamo. Ta koalicija, predvsem Gibanje Svoboda, je zmagalo predvsem na tej paroli samo da ni Janša, na tem antijanšizmu. Kako vi gledate na ta pojem janšizma danes? Ne nazadnje tudi vaš evropski poslanec, gospod Matej Tonin, dejal pred davnimi časi, ampak takrat pred 4 leti, da z Janezom Janšo ne bo šel več v koalicijo. Kako se je zdaj to razmerje spremenilo? Kako gledate danes na to? Zdaj, politika, ki je vedno proti, ne, je v bistvu politika, ki jo zavračam. Dajmo predstaviti ideje, rešitve, programe in ne zmaga tista stranka, ki ima najboljši program in zna tudi prepričati volilce za svoj program. Ne se stavijo vlado tiste stranke, pač, ki so programsko sorodne, kajti potem, ne, se te koalicije lahko v polnosti izpolnijo. Ne. Kar se tiče te politike, ki jo na levici gradijo, je v bistvu politika strašenja. Strašenja pred nečem imaginarnim. Ne? In, jaz na drugi strani, ne, Nova Slovenija obratno, išče sinergijske točke. Se pravi, na podlagi programa in vsebine v Novi Sloveniji točno vemo, kaj je tisto maksimalno dobro, ki nas lahko definira v prihodnosti, da bomo vsi skupaj živeli bolje. In pri tem, ko pa zasledujemo določene strateške interese države, kot je na primer demografija, ne? Naša rodnost je ena najslabših v Evropi, takrat so te točke tiste, okrog katerih bi se morali poenotiti vsi, ne? Vse politične stranke. Se pa, veste, mnogokrat z levico ne da pogovarjati, izključno zaradi tega, ker izključuje na podlagi imen in priimkov ali pa še huje na podlagi polpretekle zgodovine, na podlagi veroizpovedi, ne, poglejmo zdaj pri enem ustavnem sodniku, je bil zamenjan izključno zaradi tega, ker je povedal pač, da živi tradicionalne vrednote. Ne. Tukaj se išče v bistvu razlike, ne pa tisto, da je nekdo dober. Ne. In zdaj, kar se tiče pa Nove Slovenije in koalicije. Koalicije se sestavljajo po volitvah. Mi pa gremo z jasnim desnosredinskim programom, tudi na področju zdravstva, ki ga bo Matjaž Trontelj predstavil. Gremo na volitve, da rešimo to državo, predstavljamo razvojno koalicijo v dveh smereh, najprej na področju gospodarstva, zdravstva. Tukaj želimo poudariti zlasti problem malih in srednje velikih podjetij pod to vlado, ter razvojno koalicijo tudi v smislu vrednot. Ne? Vrednote so tista stvar, ki nas kot družbo definirajo. In ta razvojna koalicija, ne, se lahko najbolj v polnosti razvije v okviru sodelovanja desnosredinskih strank. In tukaj jaz ne izključujem. Tega, ker čas izključevanja na desnici je minil. Ta trenutek mora desna opcija stopiti skupaj, da sestavimo novo vlado. In v Novi Sloveniji smo te prve korake naredili. Skupaj z SLS-om in stranko Fokus Marka Lotriča smo se povezali, gremo skupno listo na volitve, ravno zaradi tega, da se glasovi ne izgubljajo, glasovi pod parlamentarnim pragom, ampak da vsi glasovi, kar je desnih volilcev, pridejo lahko v eno vrečo, ki bo predstavljala potem tudi večino v državnem zboru in sestavo desnosredinske koalicije. No, ta razvojna koalicija Nove Slovenije, to je vaše stranke, pa Fokusa Marka Lotriča in SLS-a, je zdaj že nastopa v predvolilnih razpravah, čeprav se ta predvolilni čas uradno še ni začel, ampak povejte mi, kje ste vi njim konkurenčni oziroma kje se dopolnjujete, kaj je tista vaša prednost, zakaj bi nekdo obkrožil kandidata Nove Slovenije? Zdaj, a mislite, kje je naša prednost? Vizavi teh treh. Ja. Sej ravno to, ker mi iščemo sinergije, mi iščemo nekih prednosti, mi iščemo, kaj je skupna prednost. In prvič skupna prednost je to, da imamo sorodne programe, zaradi tega, ker imamo sorodne programe, smo šli skupaj, ne? Ja. Da se predstavljamo tudi navzven. Druga stvar, SLS je močna na podeželju, ima kmetijstvo, kmete, ki so tudi pod to vlado zelo na udaru, ne?
in na ta način bojo zagotovo dobili svojega predstavnika, sem prepričan, v državni zbor, ki ga zdaj nimajo, že več kot 12 let, bojo imeli svoje predstavnike v parlamentu in bojo lahko tudi kasneje v državnem zboru zagovarjali interese kmetijstva, podeželja. Pri Marku Lotriču pa zagotovo ta njegova kariera, ki je iz garaže uspel kot podjetnik s podjetjem Miroslavija Rotrič, je res fascinantna in razume do obisti, kaj potrebuje ta trenutek slovenski podjetnik, slovenski obrtnik. Torej, mi ne iščemo prednosti za posameznike znotraj te skupne liste, ampak skupne prednosti, da dobimo čim več glasov, ki jih prinesemo v desno-sredinsko koalicijo. In ta lista, NSI, SLS in Fokus, je ključnega pomena. Dober rezultat te liste, preboj te liste, je ključnega pomena, da lahko omogočimo sestavo desno-sredinske koalicije. Koliko kandidatov boste imeli vi na tej listi? Nova Slovenija? Zdaj, Nova Slovenija ima večino kandidatk in kandidatov, mislim, da 49, 24 SLS, 15 Marko Lotrič. Se pravi, imamo po celi državi zelo dobre kandidatke in kandidate. Vesel sem, da so tudi ostali dve stranki in Fokus in SLS so dali res dobre kandidate, tudi župane, ki so tokrat rekli, zdaj gre za res, se gremo izpostaviti zaradi razvoja lokalne samouprave in so se, ne bom rekel, dali na razpolago, ampak grejo dobesedno tudi oni v ring. In na drugi strani izvrstne kandidate ima stranka Fokus Marka Lotriča, znane obraze, strokovnjake svojih področij, podjetnike. Tako da jaz sem vesel, da smo dobili te sinergijske učinke, da lahko ta lista v polnosti zaživi. In vam nekaj povem, jaz sem vsak dan med ljudmi na terenu. In teren vseh treh strank ta trenutek diha kot eno, ne glede na razlike, ki so bile v preteklosti. Kot eno diha zaradi tega, ker vemo, kaj je cilj in vemo, kaj je tisto maksimalno dobro, ki ga zasledujemo. To se pravi, zdaj, če ljudje prav razumejo in če prav razumemo, tudi nekdo, ki bo obkrožil kandidata Nove Slovenije v nekem okraju, bo pravzaprav na nek način obkrožil tudi Fokus in SLS. Ja, seveda. Ja. Gre za skupno listo. Ne gre samo za predvolilno koalicijo, da bi imeli vse tri stranke različne liste, ampak to je skupna lista vseh treh strank. Ja. Se pravi, ena lista, kandidati treh strank so pa na tej listi. No, zdaj osredotočimo se malce na te vrednote, o katerih ste rekli. Kljub vsemu, nekdo bo obkrožil kandidata Nove Slovenije. Bo mislil tudi na Fokus in SLS, ampak vendarle, kaj vi zagovarjate v tem svojem predvolilnem programu? Zdaj, kar se tiče vrednot, lahko rečem, da je to ključno vprašanje in hkrati ključen razlog, zakaj je Slovenija tam, kjer je. Leva politična opcija nam želi dobesedno redefinirati odnos do domovine, do družine, do stvarstva, izbrisati vse, kar smo ne samo v 2000 letih, ampak kar je civilizacija prenesla še iz antične Grčije. V Novi Sloveniji na to ne pristajamo. Skupna lista na to ne pristaja, ampak pravimo nasprotno. Mi smo tukaj zato, da bomo ubranili način našega življenja in vrednostni sistem, kot ga poznamo v Sloveniji stoletja, ali pa kot ga v Zahodni Evropi poznamo. Zaradi tega smo tukaj zelo jasni in jedrnati glede družbene ureditve, vrednot, kajti, veste, če ne veš, kdo si, iz kje si, potem ne veš, kaj je tisto, kar te lahko definira v prihodnosti, ko pripravljaš zakonodajo ne le zase, a pa za današnji čas, ampak za prihodnost, za svoje otroke, vnuke, za naslednje generacije Slovenk in Slovencev, ki upam, da bojo tukaj živeli, ne pa da se izselijo potem po študiju v tujino. In način našega življenja, kot je, verjamem, da ga bomo 22. marca ubranili. Tukaj smo zelo kritični, moram reči, do tako imenovane socialnega turizma. Veste, jaz dobivam veliko sporočil. Na zadnje včeraj zvečer, ko mi je mlada mamica pisala, da vsak dan z možem trdo delata, privoščijo si 10 dni počitnic na leto,
plačujejo pa zelo drag vrtec, plačujejo šole, plačujejo vse stvari, plačujejo seveda davke in prispevke, na drugi strani pa ima sosedo, kjer z možem nič ne delata, prišla sta v Slovenijo pred 3 leti, nič ne delata, prejemata pa velike socialne transferje. Zastonj imajo vrtec, zastonj imajo vsa šolanja, vozijo pa se z avtomobilom vrednim 30,000 evrov. In to so te krivice, ki se dogajajo. Jaz lahko rečem temu socialnemu turizmu. Bomo v prvih 100 dneh naslednje vlade naredili konec, tega, ker delo mora biti vrednota, ne pa lenoba, kar se dogaja v tej državi, pod vodstvom, moram reči, levice in njene ideologije, ko uvaža ali pa rešuje problem delovne sile zgolj z uvozom migrantov, jaz pa pravim drugače, drži, potrebujemo delovno silo. Potrebujemo tudi ljudi, ki pridejo od zunaj, da nam pomagajo. Ampak ne delajo, ne spoštujejo naš način življenja, našo kulturo in naš jezik. In to je tisto bistveno, če želimo tukaj normalno sobivati. Če pa teh osnov ne spoštujejo, potem pa pač je treba reči konec. Druga stvar, kar se tiče razvojne koalicije, če gremo od vrednot, imamo pa zelo močno razdeljeno gospodarstvo in tudi odgovore na druga pereča vprašanja, tukaj je zlasti zdravstvo. Imamo, ponovno bom rekel, tudi v očeh javnosti najboljši zdravstveni program. Naš gospodarski program pa smo predstavili pred 3 meseci. Sestavljen je ali pa stoji na 6-7 stebrih. Prvi steber je nižja obdavčitev podjetij, tega, ker ta podjetja, se vidite, zdaj se je Lidl preselil na Hrvaško. Ta podjetja v Sloveniji odhajajo na Hrvaško, zaradi tega, ker imajo tam nižje obdavčitve. Mi tukaj predlagamo 10% obdavčitev do 1 milijon evrov zaslužka, zdaj ta obdavčitev 22%. Potem predlagamo tudi ostale stopnje, da so nižje do 12% obdavčitve na prihodke podjetij. Druga stvar je pa, kako priti do višjih plač, z dvigom splošne dohodninske olajšave na 8,000 evrov. S tem bi imel posameznik, ki ima povprečno plačo, bi imel to plačo mnogo višjo, minimalna plača pa se bi s tem našim ukrepom povišala ne na 1,000 evrov, kar predlaga Luka Mesec, ampak na 1,150 evrov. Se pravi, da si država tukaj nekaj odvzame, zlasti pa ta razpon pri mladih, ki se ustvarjajo družine, pravi mladi stari med 25 in 32 let, morajo imeti še dodatno dohodninsko olajšavo, da se lahko, bom rekel, kreditno bolj sposobni, da si kupijo stanovanje. Kajti jaz osebno ne pristajam na socialna, neprofitna, najemniška stanovanja, ki jih gradi Levica. Zakaj ne? Zato, ker je to, v bistvu ta stanovanja niso namenjena našim Slovenkam in Slovencem, ampak tistim, ki prihajajo v Slovenijo. In tudi posamezniki, veste, v Sloveniji ne želijo biti najemu, ampak želijo imeti lastniško stanovanje. Moramo pa jim dati tukaj dobre pogoje. Potem naprej predlagamo za podjetja tako imenovane davčne pavšale. Mali davčni pavšal do 150,000 evrov, ki bi bil obdavčen okrog 4%, potem pa veliki davčni pavšal 350,000 evrov, med 5 in 6% obdavčitve. To se tiče predvsem gostinskih lokalov, frizerskih salonov, kozmetičnih salonov, tudi ostalih storiteljnih dejavnosti in tako dalje. To deluje v Avstriji, davčni pavšal. Jaz verjamem, da bo to delovalo tudi v naši državi. Zakaj ne? Spet nismo tako različni kot je Avstrija. In je to tista rešitev, ki jo pravijo podjetniki. Puste nam dihati in naj bojo davki predvidljivi. Veste, podjetniki ne govorijo o nizkih davkih. Oni govorijo 2 stvari. Predvidljivost, davčna predvidljivost, ne pa da vlada Roberta Goloba vsak november sprejme novo davčno zakonodajo. Ki velja že 1.1. naslednje leto. Ali pa Veste, podjetja pa delijo svoje plane 1 leto, 2 leti vnaprej. Torej, to je ta stvar, predvidljivost in razumni davki. Vsi vemo, da rabimo plačevati davke. Ampak ne bo v razumnem okviru, pod Golobovo vlado pa so šli izven razumnega okvira. Ne omenim še eno stvar, ki jo predlagamo, to je spet normiranci. Višina je do 150,000 evrov, popoldanski SP do 100,000 evrov. To, da morajo
podjetniki ne morejo, če zapreš SP-ga 5 let, potem ne smeš več odpreti, to bomo takoj prekinili. Ne? Se pravi, to je ta bedarija, ki jo Robert Golob naredil, zdaj se posuva s pepelom, ampak on je točno vedel, kaj dela. Pomembnost pa za mlade je pa študentski SP. Imamo izvrstne mlade študente, strokovnjake, ki seveda zraven tudi delajo. Ampak danes ni več tako kot nekoč, ko so študenti podaljševali svoj študij, zaradi tega, da so si podaljševali študentsko napotnico. Danes študent doštudira v 3 letih in potem gre +2 delati in tako naprej, ker tudi so te omejitve zelo striktne, kolikokrat lahko ponavljaš študij, kolikokrat se lahko prepišeš in tako naprej. Torej, tisti študent, ki danes dela, je preko študentske napotnice obdavčen 48%. To je kraja študenta pri belem dnevu in račun njegove pridnosti. Mi predlagamo študentski SP, že danes lahko študent odpre SP po obstoječi zakonodaji, ampak če ga odpre, izgubi vse pravice iz naslova statusa študenta. Mi pa predlagamo študentski SP in da obdrži vse pravice, tudi študentski dom, če je to potrebno. Torej, ja, v tem našem programu imamo vrsto rešitev, ki začnejo delovati, veste, takoj. Ne čez 10 let, ampak v prvih 100 dneh te spremembe rešijo glavnino težav, hkrati pomeni to odprava posledic Golobove vlade. Te posledice so zelo hude za slovenski narod in prvih 100 dneh bo treba pripraviti nasploh močno zakonodajo, tudi na področju zdravstva. Zlasti spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti, da naredimo ta korak pri korak, ne? In sicer vrnemo Slovenijo v normalno stanje, kot je bilo pred Golobovo vlado. Ja. Zdaj, če prav razumem, torej to, kar vi predlagate na področju gospodarstva, je usklajeno in s Fokusom Marka Lotriča in tudi z SLS-om. Ali se to kljub vsemu malce razlikuje? Ne, gledajte, zdaj mi smo imeli to predstavitev programa takrat decembra na gospodarski zbornici, na govoru imel tudi Marko Lotrič, Tina Bregant je bila zraven je bil še Blaž Brodnjak, ne? To so tiste nujne minimalne stvari. Vem, da v nadaljevanju me boste vprašali, kje bomo pa dobili. Če toliko davčno režemo, kje bomo pa dobili. Sem že dejal, ne? Najprej ogromno denarja gre za socialne transferje, za ljudi, ki nočejo delati, pa bi lahko delali. To treba prekiniti. Tisti, ki potrebuje pomoč socialne države, mu je socialna država mora dati. Tisti, ki pa noče delati, zaradi tega, ker dobi socialnih transferov toliko, kot je minimalna plača, pač temu treba te socialne transferje odrezati in tukaj je ogromno denarja, ki ga privarčujemo. Koliko denarja bi privarčevali tukaj? Na desetine milijonov evrov. Zdaj, izračuni ne moreš praviti točnih izračunov, zaradi tega, ker so to zelo specifične stvari, ki potegnejo še druge proračunske porabnike, ne samo integrale, ampak gre na desetine milijonov evrov. Druga stvar so nevladne organizacije. Zadnjič sem bral, da zavod, jutri je nov dan, prejme 600 000 evrov denarja na leto. Zdaj, mi imamo takšnih zavodov ogromno. Nevladne organizacije, ki ne delujejo v javnem interesu, kot so gasilci, Karitas, Pomoč na domu ali pa Rdeči križ, ne? Te nevladne organizacije treba posekati, porezati, se pravi petkove kolesarje in naj se financirajo z naslova tistega odstotka dohodnine, ne? Ki se namenja lahko zavodom, pa tako naprej, pa da vidimo, koliko imajo simpatizerjev. Tretja stvar, ki pa je pomembna, ne, pa moramo se zavedati enega dejstva, da se je pod Golobovo vlado javna uprava, ne javni sektor, javna uprava zelo razširila. Prva stvar, ki je treba spraviti število ministrstev na 14, zdaj jih imamo 22, popolnoma neučinkovito. Na 14 bi veliko privarčevali, na drugi strani tudi pogledati, kje so rezerve znotraj proračuna. Sam predpostavka, ko sem jaz bil minister, smo imeli proračun nastavljen na 14 milijardah evrih. Ta trenutek je proračun visok 18 milijard evrov. Torej za 4 milijarde evrov imamo višji proračun, ampak ta odhodkovna stran se pa nikjer ne pozna. Prihodkovna ker smo s tem obremenili gospodarstvo, da smo lahko 2 milijarde evrov. Posameznike. Tako je, in posameznike, absolutno. Dobimo pa ne. Dobite pa tega ven ne. Noben ne dobi, kolikor pač da. In tukaj je ta problem, da treba tudi znotraj javne uprave pogledati in jo racionalizirati. Tukaj imamo nekatere javne uslužbence, ki so dobri, nekatere pa
tudi, ki v bistvu ne opravijo svojega dela. Zaradi tega jaz govorim tudi eno stvar, da se javna uprava, ne govorimo o gasilcih, policistih, učiteljih, medicinskih sestrah, ne? Ampak v ožjem segmentu javne uprave se je pod Golobova vlado zelo razbohotila, ohlebila in je tukaj treba pogledati, kdo je zaslužen, da je na delovnem mestu, kdo pa ni. To se pravi spremembe zakona o javnih uslužbencih. Tudi. Dobro, zdaj, če gremo na področje zdravstva, pa se potem seveda vrnemo še na vse to, kar ste povedali. Gospod Matjaž Trontelj, torej vi ste predsednik strokovnega odbora za zdravstvo pri stranki Nova Slovenija. Zdaj, če smo prav razumeli, vse to, kar vi tri stranke predlagate, Nova Slovenija, SLS in Fokus Marka Lotriča, je na nek način usklajeno po področjih. Sem prav to razumela? Ne? Tako je, res je. Torej, zdaj povejte, kaj vi predlagate na področju zdravstva. Zdaj, kot prva stvar bi rad poudaril, da resnično znamo in čutimo, da je vrednota zdravja ena najpomembnejših vrednot vsakega posameznika. Ne? Za zdravstvom, zdravstvenim sistemom se vsak od nas srečuje od, bi rekel, začetka življenja pa do konca življenja. Zato je atribut državnosti tudi to, da imamo urejen, dostopen zdravstveni sistem. Tako da mi kot Nova Slovenija oziroma Fokus in pa Slovenska ljudska stranka pa ves čas tukaj v ospredje postavljamo interes pacienta, uporabnika. Vedno nam je to na prvem mestu in dostopna, pravočasna zdravstvena storitev je tisto, kar je ključno. Mi se danes srečujemo z številnimi čakajočimi, nedopustno čakajočimi, z pomanjkanjem dostopnosti na mnogih področjih in če tega mi ne prepoznamo, da je ključ do tega, da ljudje, ki čakajo v vrsti, dobijo pravočasno zdravstveno storitev, kvalitetno, da pač je to osnova za to, da lahko seveda se tudi hitreje vrnejo v gospodarstvo, ker nekdo, ki je posameznik, je tudi po več kot pol leta na bolniški in ni vključen v delovni proces, na drugi strani tudi trpi gospodarstvo. Tako da tisto, kar je zdaj za nas ključno, je pravzaprav so 4 koraki, 4 stebri in prvi ta korak, prvi steber je to, da je ta trenutek takoj potrebno prenehati z tem, če rečem, spopadom med odločevalci, zdravniki, zdravniškimi organizacijami in posamezniki, ki delajo v zdravstvenem sistemu. Torej, mi moramo zgraditi zaupanje in samo z zaupanjem lahko nadaljujemo pot prenove, posodobitve zdravstvenega sistema. Tako da mi smo prepričani, da smo sposobni z vsemi temi deležniki v zdravstvenem sistemu vzpostaviti dialog, se pogovarjati in se tudi dogovoriti, ker tudi pogovor seveda ni dovolj. Tako da to je naš prvi korak, da takoj vzpostavimo graditi zaupanje. Ko zgradimo zaupanje, gremo lahko na tisti najbolj pereči problem, to pa je skrajševanje čakalnih vrst. Za skrajševanje čakalnih vrst pa imamo mi zelo enostavno rešitev. Ko je zadeva tako problematična, ko je tako velik požar, je potrebno uporabiti vse razpoložljive resurse in jih vključiti v reševanje tega. Zato bomo mi, tudi že večkrat smo v zdajšnjem mandatu te vlade vložili zakon, sprememba zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerim bi vključili vse razpoložljive resurse, ki so v Sloveniji. To pa pomeni, da vse tiste izvajalce, ki imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, po pogodbah, po dogovorih vključimo v ta sistem. Lahko je to tudi časovno zamejeno, ampak pomembno je, da skrajšamo čakalne vrste in jih spravimo na normalno raven. Torej, zdaj, če prav razumem, to so zdravniki, ki delajo danes v tem državnem oziroma javnem sektorju, to so zdravniki s koncesijo in tudi popolni zasebniki. Recimo popolni zasebni dermatologi bodo ravno tako vključeni v ta sistem ali pa kdorkoli drug, s tem, da bo država tudi tem popolnim zasebnikom to plačala. Na nek način, kot da bi imeli koncesijo za ta del. Tako je, točno pravilno ste povzela. To pomeni, da so plačila vezana na prispevke iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kar je logično, če nekdo plačuje prispevke, potem je logično, da tudi dobi pravočasno kvalitetno storitev. Ja, pod kakšnimi pogoji bodo plačani te popolni zasebniki? Pod istimi pogoji, kot je nekdo v bolnišnici ali pa v zdravstvenem domu danes, ali nek koncesionar, kako bo to? Tukaj možnosti je seveda več, mi tukaj računamo na dogovor med vsemi. Definitivno imamo izhodišče, ki so cene znotraj Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Seveda pa, kot rečeno, na nekih področjih bo opravljenih bistveno več storitev in je, kako bi rekel, več izvajalcev in se tam lahko seveda cena prilagaja. Skratka, tukaj je to lahko še zelo stvar dogovora, ampak definitivno pa je osnova to, kar plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
No in potem se ta mogoče vaša analiza nadaljuje, kako boste naprej reševali stvari. Namreč danes so mnogi že odšli v popolne zasebnike ali pa k zasebnikom s koncesijo. Kaj se bo zdaj zgodilo? Zdravnikov tako ali tako ni, zdaj so še te odšli, sistem nam razpada praktično. Tako je, jaz bi tukaj mogoče še, da imamo tukaj še tretji korak ali pa tretji steber, ki je pa ta, da bomo te izvajalce, ki so v javnem sistemu, če temu tako rečem, torej ki poslujejo na podlagi zakona o zavodih, da to preoblikujemo v javne neprofitne gospodarske družbe in vpeljemo v to njihovo delovanje in poslovanje korporativno upravljanje, na podlagi katerega lahko zagotovo lahko trdimo, da gre za bistveno večjo učinkovitost pri delu, obvladovanje stroškov in dela. Četrti korak je pa pravzaprav odgovor na to, kar ste vprašala, je pa sobivanje, poudarjamo sobivanje javnega in pa tudi zasebnega. Takrat, ko je premalo kadra, takrat, ko primanjkuje najboljša stroka, ne gradiš zidov, ampak gradiš mostove, gradiš, da sodelujejo eni in drugi. In ravno tako je tukaj. Kako to zagotovimo? Absolutno z bolj fleksibilno delovno-pravno zakonodajo, brez teh omejitev, ki jih je uvedel ta zakon o zdravstveni dejavnosti. Ki je itak neustaven. Ki je bil tudi prepoznan kot deloma neustaven. In to je ključno. Takrat, ko ti primanjkuje, poskušaš odpreti, da lahko tudi vsi, ki delajo, zadihajo, da se ponostavljajo postopki in vse ostalo. In jaz verjamem, da bi bilo iz tega naslova tudi manj odhodov iz javnega zdravstvenega sistema, kar je seveda absolutno slabo. Ampak praktično nihče, ki je odšel, ali pa vsi, ki so odšli, so večkrat poudarjali, da gre zaradi odnosov, da ne morejo uveljaviti svojega razvoja in tako naprej. Skratka, nikoli ni bil tukaj plačilo ali pa da bi si nekdo želel samo zaslužiti v privatnem sistemu, ampak so bili bistveno drugi razlogi. Seveda je pa vedno osnovno vprašanje. Pri osnovnem delodajalcu vsak od nas je dolžan, da opravi svoje delo skladno z tem, kar je pač po pogodbi, kvalitetno in strokovno. Potem pa seveda, kar lahko v prostem delovnem času storim, je pa na nek način tudi moja pravica, kaj s tem počnem. In poudarjam pa še enkrat, tukaj treba dati eno svežino, da zadihajo vsi ti določbe, zakonodaje in tako naprej. Je toliko prepleteno ratalo, da se danes pravzaprav ne ve, kdo lahko kje dela, na kakšen način, pod kakšnim pogoji. In tukaj moramo malce stopiti nazaj, zadihati, dati svež veter v ta zdravstveni sistem in eden od teh vetrov v ta zdravstveni sistem je gotovo ta fleksibilnost zaposlovanja. Torej, ko zbankuje kadra, greš na to, da je čim bolj poenostavljeno, da so prehodi in to. Jaz verjamem, da zdravniki, ki imamo izjemne zdravnike v Sloveniji, tukaj moramo poudariti, izobrazba na medicinske fakultete je izjemno cenjena tudi v tujini, zato imamo tudi veliko zdravnikov v tujini, ampak je škoda, dajmo jih nazaj privabiti in za to delovno-pravno zakonodajo jih lahko tudi vrnemo v Slovenijo. Torej, razložite nam zdaj, to ste rekli, da bi preoblikovali sedanje zavode, zdravstvene zavode, recimo Univerzitetni klinični center, recimo v neke neprofitne gospodarske družbe. Kaj točno mislite s tem? Kako bi bilo to videti? Tukaj gre zelo preprosto. Enostavno so to potem kot gospodarske družbe in vemo... delniška družba, ali kaj? To so neprofitne gospodarske javne družbe, pravni status imajo podobno kot, mislim, da lahko tudi DD, kakorkoli, ampak potem seveda je 100% lastnik je samo eden in to je država. Ja. Ključno ni status, pravno-organizacijski status, ampak ključno je, kateri elementi poslovanja so potem vključeni. In te elementi poslovanja so vključeni, da pri vseh teh gospodarskih družbah imamo zelo jasne merljive cilje, zelo jasno opredeljene odgovornosti in seveda tudi vsak na nek način odgovarja za, svoje posledice dela ali ne dela. Mnogi direktorji, ki se že danes trudijo po svojih najboljših močeh, poskušajo vpeljati, ampak določeni vzvodi jim ne omogočajo, da tudi nagrajujejo najboljše, oziroma tiste, ki spodbujajo še ostale, ki niso najboljši. Tako da te gospodarske javne družbe, ki so znane v tujini... V Sloveniji je kakšna? V tem trenutku v zdravstvu ne. Ja, zdravstvu ne. Ampak drugače pač obstajajo. Se leta tudi kakšno komunalno podjetje je podobno temu, neprofitna gospodarska javna družba. Tako da z tega naslova so elementi gospodarskega, učinkovita. Zdaj, nekdo bo seveda nam očital, da iz tega naslova bi šlo zopet samo za neko dobičkonosnost in tako naprej. To je daleč od tega, to ni resnično. Govorimo po elementih, ki so bistveno bolj jasni, kot pa so sedaj zapisani v zakonu o javnih zavodih.
Pa podarjamo še enkrat neprofitnost. A ne? Na prvem mestu je javni interes in javni interes je dostopna zdravstvena storitev v tistem času, ki posameznik potrebuje. No, se ti javni zavodi danes imajo res to pomanjkljivost, da je nek svet zavoda in potem pride za direktorja ali pa za predsednika sveta, to pridejo neke osebe, ki sploh nimajo nobene zveze recimo z zdravstvom, tako je bilo do zdaj tudi v kliničnem centru nekajkrat. Kaj to pomeni zdaj za te sedanje zavode? Kje bi bil ta napredek? Kje vi vidite napredek? Ravno v tem, da so pravila delovanja bistveno bolj jasna kot sedaj. Verjamem, da bo tudi interes države, da bodo v te svete, bom rekel, nadzorne svete teh gospodarskih družb imenovali predvsem ljudi, ki lahko s svojim znanjem pripomorejo k uspešnemu poslovanju. Seveda pa bodo na prvem mestu ravno ti kriteriji, ali je nekdo sposoben, ima izkušnje, ima menedžerske izkušnje iz vodenja, organiziranja, obvladovanja stroškov, motiviranja zaposlenih in vsega ostalega. Tako da z tega vidika je to velika prednost in ponavljam še enkrat, verjetno se lahko tudi izognemo pretiranemu političnemu kadrovanju na tem področju. Mislim, da je Slovenija, da ima kar nekaj kadra sposobnega, ker pa seveda niso ti elementi tudi za nagrajevanje teh ljudi, ki delajo v teh sistemih primerni, pa se potem seveda tudi ne vključujejo. Torej, nagrajevanje bi bilo lažje, razpon bi bil boljši za kadre, če prav razumem. Kaj pa nadzor? Recimo danes veliko denarja odteka, tako pravijo, pri teh javnih naročilih medicinske opreme, da tu je srž problema v zdravstvu, ne pa toliko v tem, ali bo nek zdravnik tudi popoldne delal še za privatnika. Ravno to je transparentnost, je najboljša garancija, da je vsega ostalega manj. In bolj, ko so stvari jasne, bolj, ko so pravila jasne, tudi glede naročanja, da se opredelijo, kolikšen je pač možen obseg nabav, kolikšen je možen obseg nagrad, potem nekako se te stvari zagotovo zmanjšujejo in se vpeljuje drugačna kultura v ta zdravstveni sistem ali pa če rečemo v te ustanove. Transparentnost, pravila igre, kjer so znana, so najboljši odgovor, da ne pride do nekih odstopanj ali pa še kaj hujšega. To je ključno. Pa ustvarja se drugačna kultura. Drugačna kultura, to je tista kultura, da vsi vemo, zakaj smo v tem podjetju ali pa v ustanovi, da vemo, zakaj to počnemo in da lahko s svojim obnašanjem in delovanjem prispevamo k temu, da smo vsi skupaj lahko uspešni kot družba, pa seveda tudi kot širše kot Slovenija. Gospod Vrtovec, to pa bo zahtevalo kar nekaj sprememb. Spremenjen zakon o zdravstvenem varstvu, potem tudi o zavodih, recimo, o zdravstveni dejavnosti, o javnem naročanju, recimo. Kje vidite vi te ključne spremembe in tisto, kar je treba danes narediti v zdravstvu? Ker takole, če gledamo oddaleč, meni se včasih zdi, da našo državo poganja predvsem nevoščljivost. Tudi pri teh zdravnikih sem imela občutek, da zdaj pač nekdo, ki nima priložnosti ali pa se mu ne ljubi ali pa ne bi, da je nekdo pravzaprav nevoščljiv temu kolegu. To je bilo zdaj pri teh zdravnikih videti. So mu nevoščljivi, ker on še popoldne pa naredi vse v svoji firmi, ampak popoldne to pa ne, pa da bi on zaslužil za drugega Porscheja, kako je bilo rečeno, kako je Golob rekel, še ali nekdo od teh, ki je v okolici še en Porsche, da rabi. Mislim, to je res nesramno, če mene vprašate. To, kar je delala vlada z zdravniki, je ne nesramno, ampak je skregano vsako logiko. To, da pa predsednik vlade očita zdravnikom zaslužke in dobičke, je pa sprevrženo. Ne to, da je sam kot predsednik uprave GEN-I bil udeležen milijonskih nagrad vsako leto. Poleg bogatih plač. Na račun tega, ker je prodajal državno elektriko iz nuklearke. Kar se tiče zdravstva, ne more biti narejena zdravstvena reforma, če pri zdravstveni reformi ne sodelujo vsi segmenti zdravstvenega sistema. Tudi zdravniki. Je pa vlada odprla ta boj proti zdravnikom izključno zaradi tega razrednega boja. Dobila je nekega sovražnika, dobrega sovražnika, zaradi tega na drugi strani poceni lahko s tem netenjem sovraštva pridobivala neke točke. In ta politika pripeljala v kaos, ki ga imamo danes v zdravstvu, da zdravniki zaradi zakona o zdravstveni dejavnosti zapuščajo zdravstveni sistem, javni zdravstveni sistem. Da ne bo pomote, to, kar je gospod Trontelj govoril, naš program o zdravstvu, je v bistvu spremembe zakonodaje,
s katerimi mi krepimo javno zdravstvo. In Nova Slovenija je za javno zdravstvo. Očitajo nam, ne, vi ste samo za zasebnike. Ne, javno zdravstvo pomeni celoten segment zdravstvenega sistema, tudi zasebniki, da se vključijo v izpolnjevanje javnih storitev. Mi moramo v srčiko postaviti pacienta. In veste, ko je moja mama bolna, je njej vseeno, kam pride k zdravniku. A pride k privatniku, torej zasebniku, ali pa pride k javno zdravstveno mrežo, kot jo poznamo danes. Bistveno je, da pride. Problem pa je, ker mora pri zasebniku plačati, kljub temu, da plačuje v zdravstveno zavarovalnico že. Ne? En kolega ima zdaj napotnico za operacijo kolena 1400 dni. In kaj bo naredil? Po vsej verjetnosti bo šel v Zagreb, na Hrvaško, ki bo prišel na vrsto v enem mesecu in bo to plačal. To, kar dela Golob in Luka Mesec, to zdravstveni reformani, ki jih predstavljajo kot reforme, ni nič kot drugega, da se dodatno privatizira javno zdravstvo. Ja. Zaradi tega, ker ustvarjanje dolgih čakalnih vrst in dob, tudi zaradi tega, ker grejo zdravniki ven, je v bistvu pomeni, da bo vedno več ljudi pač plačevalo pri zasebnikih. Ampak doktor Vrtovec, plačevali bodo na Hrvaškem, kajti v Sloveniji zasebniki ne bodo smeli delati. Do zdaj imaš vsaj izbiro, pa greš k zasebniku v Sloveniji. Ne, zdaj pa ne. Zdaj pa v Sloveniji ne bo, če bi to veljalo, kar pravi Golob, ampak moramo vsi na Hrvaško k zasebniku. Se pravim, to so norosti, to ki jih je treba spremeniti. In sicer, da če v srčiki res pacient, in v Novi Sloveniji imamo v središče postavljamo pacienta, bolnika, in je bistveno, da on pride do storitve in da mu zdravstvena zavarovalnica plača. Ki jo plačamo tukaj, ne? Da mu plača ali pri zasebniku, ali pri koncesionarju, ali pa v del zdajšnjega javnega zdravstva. Zakaj? Zaradi tega, ker vsi izpolnjujejo svoje poslanstvo in sicer, da lahko tega pacienta ozdravijo. Torej, igranje tega razrednega sovraštva, kar sem že prej uvodoma govoril, gospa Petrovčič, pa v bistvu razdiranje družbe. Ta nevoščljivost. To je del tega sistema, kako graditi razredno sovraštvo, ustrahovati ljudi, kar počne Golobova vlada že ves mandat. In zaradi tega imamo mi danes v zdravstvu res velik kaos in bo ne samo program Nove Slovenije, ampak potrebno bo tudi ogromno kadra, potencijala, da bomo lahko zdravstvo nazaj spravili v red v naslednjem mandatu. In če ga lahko spravi v red, je to Nova Slovenija, naša skupna lista s tem programom, ki ga imamo, in imamo tudi dobre strokovnjake, ki nam pomagajo pri pisanju programa, pa ne samo pisanju, ali se tudi potem pri sami realizaciji tega programa. Koliko časa potrebujete za to? Ker lejte, strokovnjaki so odšli, to ni hec, ne. To ne moreš zdaj, SP je toliko obdavčen, ne bo toliko. SP se je že preselil, ne. Lejte, se to je norost. Strokovnjak je šel v drugo firmo, a zdaj bo pa spet, ker je Golob pa ta mesec ugotovil, da ne, bo šel pa nazaj, ali kako? Spremembe zakonodaje v zdravstvu so pač, ne gre jih napraviti v 100 dneh, ne. Zdaj, zakon o zdravstveni dejavnosti ga moramo v prvih 100 dneh naslednje vlade urediti, zaradi tega, da zdravniki ne bojo odhajali iz javne zdravstvene mreže. Kar se pa tiče področji plač, gospodarstva in tako naprej, se pravi, da bi ljudje imeli večje plače, tisti, ki delajo, pa ene ukrepe se da napraviti zelo hitro v prvih 100 dneh, ne. Se jih da narediti, ne, spremembe dohodnine in tako naprej. Nekateri ukrepi pa trajajo, zaradi tega, ker se v teh 4 letih izgubil odnos do ljudi. In potem reče ljudje, vsi so isti. Ne, nismo vsi isti in jaz na to retoriko ne pristajam. Eno je vladna koalicija, ki jo vodi Robert Golob, drugo pa je opozicija, ki pri teh neumnostih in bedarijah nismo sodelovali. Ne? In veste, kje se to vidi? Zakaj vlada dela tako nonšalantno? Ker lahko. Ja, ker lahko, ampak še ena stvar je, ta notranji odnos, ki ga imaš do domovine in do naroda. Zaradi tega, ker nič ne dajo na domoljubje, ker jim tudi osamosvojitev Slovenije ni intimna opcija. Ker hvalijo neko drugo obdobje, češ, da se takrat Slovenija osvobodila. Ne. Ampak Slovenija se je osamosvojila in osvobodila leta 91, začela demokratizacijo pomlad že v 80-ih, 90-ega s plebiscitom. Takrat so začetki naše državnosti.
In tudi zaradi tega, ker in ta del slovenske zgodovine ni intimna opcija, v bistvu imajo tako sprevržen odnos s temi ukrepi, ne, tudi na področju zdravstva, do naših ljudi. No, sej ne bi rada kopala po preteklosti, ne, ampak vendarle, včasih smo pa imeli občutek pri nekih parlamentarnih komisijah, da niste povsem podprli te desne opcije, ampak da ste mogoče malce, niste toliko raziskovali vsega tega, kar je Golob osebno in njegove firme počnejo. To ne bo držalo, ne. Mi smo leta 2024 smo skupaj podpisali, skupaj z Žanom Mahničem smo imeli tudi novinarsko konferenco, ker smo vložili zahtevo za preiskovalno komisijo. Ampak, veste, kaj je žalostno, da ta uzurpacija tudi zakonodajne veje oblasti strani predsednice parlamenta je pač takšna, da ta preiskovalna komisija ni ustanovljena, ker predsednica ne da tega na dnevni red izredne seje. In zaradi tega pač leta 2024 bi morali že imeti preiskovalno komisijo o geniju, financiranju svobode in tako naprej. Žal pa tega ni. Zaradi tega, ker je bila strani Klakočar Zupančičeve je uzurpacija, popolna uzurpacija oblasti za dosego pač določenih političnih ciljev. Ampak, veste, kaj je dobro? To, da ta trenutek slovenska desnica je enotna. Da želi prevzeti oblast, ne zaradi nas samih, zaradi ljudi, da je desna sredina složna v tej želji in da tudi se ta složnost oblikuje okrog Nove Slovenije, kar smo videli za tem povezovanjem SLS-a in Fokusa. Da mislimo resno, kaže tudi ne samo naši javni nastopi, ampak tudi same priprave na volitve, volilni programi, delo na terenu in ta naboj, pozitivna energija. Jaz sem povem se že dolgo časa v politiki, kljub relativni moji mladosti, ampak takega naboja, da obrnemo oblast, je na slovenski desni sredini ga že dolgo časa ni bilo. No? Lahko rečem, da od leta 2004 do zdaj. Kaj pravijo ljudje, ko hodite po terenu? Kaj slišite? Ogromno spodbude. Ogromno spodbude. Ta spodbuda pa izhaja iz njihovega razočaranja na tem, kako obstoječa oblast ravna z državo, za katero so se borili, rečejo. Ne? Ja. 10-dnevni vojni sem bil. In zdaj mi je Golob jemlje vse, kar se da. Pa zlasti pa ta odnos do domovine, ki ga ta vlada nima, ga ne izkazuje. Imamo kulturno ministrico, ki gre več kot učebine, kot pa na kakšne pomembne kraje, kjer je nastala državnost. Ukine muzej osamosvojitve. Pa še ostale stvari. Ne. Se pravi, tukaj se vidi ta odnos in ljudje so razočarani. Ne bom rekel, da jih je strah, ampak pripravljeni so skupaj z nami iti v ring. Kaj ti le znotraj ringa bomo izborili zmago. Se pravi, če smo samo gledalci ob ringu in gledamo neko tekmo, ne moramo zmagati. Ne. Treba se spustiti v boj in jaz verjamem, da je to podeželje, ta trenutek, zelo angažirano, pripravljeno, da razvojni koaliciji pomaga do tistega rezultata, ki bo pomenil, da bomo lahko sestavili udobno večino desno-sredinske koalicije. Torej ta sentiment, ki ga je bilo čutiti pred prejšnjimi volitvami, ki se strne v stavku samo, da ni Janša, ne? Tega sentimenta ni več na terenu. Mislim, da zdaj poskušajo ga nekateri mediji ustvariti ali pa različni spin doktori in kolumnisti, ki imajo dostop do javnih medijev. Ampak še enkrat mi moramo to obrniti. Zakaj vedno nasprotujemo? Dajte predlagati programe. Povejte, kaj boste naredili v naslednjih 4 letih, ne samo razgradili države. Slovenija ni le Ljubljana. In Ljubljana ni samo Slovenija, ampak je tudi podeželje, edinstveno, zeleno, lepo, ki je, moram reči, na okopih in gori. Gori, kot ni gorelo še nikoli. Želijo si vsaj upanja, da bi lahko živeli bolje. Volišča jim pa ukinjajo, ne, na podeželju. Se točno s tem namenom, kjer so naši rezultati desne sredine najboljši, se pravi v 7. in 8. volilni enoti, se ukinjajo volišča. Tam pogledajte, je volilna udeležba za nekaj odstotnih točk nižja, kot recimo v volilnih enotah Ljubljana center, Ljubljana Bežigrad, ampak to počnejo izključno s tem namenom, da se ljudem
onemogoči voliti. Se pravi, tukaj gre za demokratični deficit, ki se ga poslužuje slovenska levica. Ali boste... Ampak tukaj bomo te ljudi, glejte, treba angažirati, ne? Ljudem je treba pomagati pri tem, ko izpolnjujejo želijo izpolniti svojo demokratično voljo. Glejte, zdaj, če si na podeželju in moraš se peljati z avtomobilom 10 km stran zaradi tega, da oddaš svoj glas, nimaš pa recimo ne avtomobila, nimaš javnega prevoza, kako boš oddal svoj glas? Jih boste vozili na volišča? Ne želim biti v stilu nekega agitropa, ne, ki bi posegal lahko, v demokratičnost, ampak ljudem je treba pomagati na različne načine, da se volitev udeležijo. Tega, ker jim je bila izpolnjevanje volilne pravice, jim je nekako odrečena. Samo zaradi tega, ker je v teh krajih recimo močna desna sredina. Boste vozili ljudi na volišča? Avtobusi? Spodbujali bomo, da bodo ljudje šli na volišča, zdaj kako se bo to organiziralo. Je še dovolj časa do tem, ampak ljudje bodo bili tudi pravočasno obveščeni, da bodo imeli lažjo možnost oddati svoj glas. Dobro, gospod Trontelj, zdaj tale nesrečna Golobova vlada, ki pač 4 leta očitno ni vedela, kaj bi počela, pa je levica diktirala vse, kar se je dogajalo. Zdaj zadnji mesec pa, dobro, so se malce zbudili. Povejte mi, oni so praktično tudi to obvezno zdravstveno zavarovanje, ki je bilo včasih prostovoljno, naredili v celoti obvezno, seveda pod parolo, da ga ukinjajo, ne, jasno. Kar rečejo, drži ravno nasprotno. Ne, ampak kako bi pa vi spremenili zdaj to zdravstveno zavarovanje, zdravstveno zavarovalnico? To je le en ključni moment tega, da tisto, kar ljudje plačujejo, pa da bi plačevali mogoče tudi v različne zavarovalnice, potem dobijo tudi storitev. Ne pa, da se zdaj to vse preliva na Hrvaško, smorte misliti, mi pa obvezno plačujemo. Ja, že takrat, ko je bila ta zakonska verzija, da se ukine dopolnilno zdravstveno zavarovanje, Nova Slovenija tukaj zelo odločno temu nasprotovala, predvsem zato, ker gre za to, da v osnovi zdravstveni sistemi morajo biti financirani iz različnih virov, torej, da imamo čim več virov različnih, ker v času krize, a ne gospodarske krize, so ti viri različni lahko ravno tisti, ki pomagajo za neko stabilizacijo zdravstvenega sistema, da sistem deluje in da ljudje dobivajo zdravstveno storitev. Tako da mi ocenjujemo, da je bila to velika napaka. Mi smo že takrat povedali, da bi ravno nasprotno mogli narediti, da bi zdravstvenim zavarovalnicam, ki imajo močno stroko, tudi zdravstveno stroko, omogočili, da so na trgu še močnejši akteri tudi pri nakupu zdravstvenih storitev. Tako da v smislu tega smo tudi takrat javno povedali, da mi vidimo preoblikovanje te naše obvezne košarice, oziroma košarice zdravstvenih pravic v neke 3 tako imenovane košarice. Ne? To je bila ta obvezna, ki bi bila glavna. Ja. In je tukaj pravzaprav krito res večinoma iz tega. Potem bi imeli še proračunsko košarico, govorimo pa seveda o storitvah, ki jih kot družba mora država zagotavljati. Vemo, tukaj govorimo o teh operacijah srčnih otrok, rakavih obolenjih. Skratka, vse tiste, ki so najbolj zahtevne strokovne storitve, ki jih res potrebuje, da jih to stroka. To je vaš predlog, ne? Tako, in so tudi atributi državnosti. Tako kot je predsednik povedal, javno zdravstvo je tisto, ki mora biti srce vsega te družbe, tudi zdravstvenega sistema. Ostali pa seveda potem to dopolnjujejo. In zato je tukaj ta proračunska košarica, no, kjer se zagotavlja tercialen finančni priliv za največje institucije in za storitve, ki so tercialne narave. Tretja, zadnja je pa ravno ta, kjer bi pa lahko zavarovalnice na trgu konkurirale z določenimi produkti, kot so recimo pri dermatologiji, estetiki, tudi pri mogoče zobozdravstvenih storitvah in podobno. In tukaj se bi tudi začel dogajati, bom rekel, trg, če temu tako rečemo, konkurenčnost. In konkurenčnost vedno rodi samo to, da je za uporabnika boljše, ker se tekmuje. In mi potrebujemo na nekih področjih v Sloveniji, če rečemo zdravstvo, tudi ta tekmovalnost. Tekmovalnost v pravem pomenu besede in tekmovalnost vedno pomeni boljšo ponudbo ali pa boljšo storitev za uporabnika. Ker to je ne samo, da mi posamezniki v tem sistemu nimajo možnosti, da pridejo pravočasno do zdravstvene storitve, tudi ni možnosti izbire. In tukaj je potrebno, kot rečeno, zopet ta svež veter in tudi na tem področju ponuditi možnost izbire. Ampak pravim, do tja je še pot, ampak absolutno bomo mi delali in zagovarjali ravno to. Ali v to košarico storitev sodijo tudi te redke otroške bolezni, za katere zdaj seveda zbiramo zamaške in vse ostalo?
Zagotovo, lejte, to je popolnoma, to, kar imamo mi v Sloveniji, glede na to, da imamo 6 milijard denarja v bistvu za zdravstvo, To, kar zberemo. je neprimerno, da je potrebno za naše mlade junake, če temu rečem, mlade ljudi, ki stopajo na poti življenja po Sloveniji z različnimi aktivnostmi zbirati denar na prispevke. To je nekaj, kar si kot družba enostavno ne smemo privoščiti. In tukaj mi smo in socialna družba in znamo tudi kot Slovenci stopati in ne verjamem, da lahko ta sredstva vedno zagotovimo znotraj, bom rekel, te proračunske košarice, če temu tako rečem. In tukaj je dolžnost družbe, vseh nas, vseh odločevalcev, da postavimo tak sistem in verjamem, kako si starši težko počutijo, ko pravzaprav za svoje otroke po Sloveniji se zbirajo ti prispevki na tak ali drugačen način. In ponavljam še enkrat, kljub temu, da znamo Slovenci skupaj stopiti in bomo vse naredili, da tem pomagamo, je tukaj dolžnost, da poskrbi država. Torej, ta nova košarica, te 3 nove košarice, to bo vaš predlog, ne? Vi boste to predlagali. Skupaj z vsemi partnerji v dogovarjanju. In če prav razumem, zdaj spet boste predlagali nazaj neke nove zdravstvene zavarovalnice oziroma tiste, ki so pač že bile, pa so bile prisiljene te svoje programe ukiniti. V bistvu tukaj jim damo neko novo možnost, ne da se vrne nekaj nazaj v tem smislu, ker tukaj so popolnoma novi produkti, ki jih tudi na trgu popolnoma v celoti oni obvladujejo, se dogovarjajo z izvajalci zdravstvenih storitev. Skratka, tukaj ne gre za doplačila nekih storitev, ampak gre za dejansko zavarovanje, ki ga ima posameznik in v sklopu tistega zavarovanja dobi zdravstveno storitev, kvalitetno, pravočasno in plačano se strani zavarovalnice. Pa ne samo produkti, ne? Dobro, zdaj že tudi zavodi ali pa te zdravstvena podjetja, da tako rečem, zasebna že sama uvajajo neka zavarovanja, da ta, ki to plačuje, pride k njim, seveda plačuje paralelno ob tem obveznem. Pa imamo tudi neke nove bolnišnice nastajajo, kjer pa je sploh potrebna neka zavarovalnica, ker 5 dni v bolnišnici si pa človek težko plača, ne? Drži, ravno to. Vsekakor je potrebno pozdravljati vse, kar se dogaja tudi na tem trgu. Tukaj gre za tisto, kot pravim jaz, tekmovalnost, a ne? V pozitivnem smislu. Ne gre samo za to neko konkurenčnost, ampak tukaj gre potem tudi za neke sinergije. Primerjava vedno da tisto, da se človek, posameznik ali pa institucija izboljša in potem seveda tudi vsem pacientom lahko ponudi največ. Tako da to je dobrodošla sprememba na trgu. In je prav, in tudi v Novi Sloveniji vse te oblike podpiramo znotraj sistema, ki je reguliran, ki so točno jasna pravila igre za vse. Kot poudarjam, pa to ni jedro, ampak to je samo en delček sistema. Na prvem mestu je pa to, kar je predsednik tudi poudaril, javno zdravstvo. Ampak javno zdravstvo pomeni dostopno, kvalitetno, pravočasno. No, en del tega javnega je seveda, naj bi bila tudi dolgotrajna oskrba, pri čemer s tem denarjem, ki ga zdaj pobirajo odstotek, 2 odstotek pobirajo tudi od pokojnin, kar je popolnoma po moje nezakonito, neustavno, a ne? Ampak vendarle s tem 143 milijonov so pobrali preveč, to se je zdaj valjalo na zdravstveni zavarovalnici, ta je zdaj vrnila v proračun, mešetarijo s tem našim denarjem. Torej, kaj bi vi naredili s to dolgotrajno oskrbo? Vprašanje je upravičeno še posebej zato, ker zdaj s to dolgotrajno oskrbo, ki danes velja, se pravzaprav v bistvu pomaga samo 20 tisoč upokojencem, ki so v domovih za starejše. Upokojencev je 650 tisoč, torej toliko je volivcev, oni pa samo plačujejo za teh 20 tisoč. Kaj bi bilo treba narediti? Bi vi ukinili ta odstotek od pokojnine ali sploh ukinili? Kaj je treba narediti? Mislim, da ta dolgotrajna oskrba je pa največja šlamastika te vlade. Dolgotrajna oskrba je potrebna, ne? Urediti pa moramo na pravičen način. Ta odstotek, ki se ga pobira upokojencem, je treba prekiniti. To je tista stvar, ki lahko naredimo zelo hitro. Prekiniti je treba tudi odstotek, ki ga plačujejo dodatno, ne? Dopolnilne dejavnosti, dopolnilna dejavnost na kmetiji ali pa SPI, ne? Popoldanski SPI. Morate se zavedati, da nekdo, ki je priden, plačuje 1 odstotek kot delavec, 1 odstotek mu plača delodajalec in še 1 odstotek za tega, ki ima popoldanski SP. In enako velja za delo na kmetiji, ki imaš dopolnilno dejavnost na kmetiji, še 1 odstotek za tega, ker imaš neko mičkano kmetijo, pa imaš prijavljeno. Ne? Ja, in študenti. In študenti. Vsi zdaj plačujemo. Pravi, te odstotke, ki so dodatni odstotki, ki so itak preveč pobrani. Ja, treba ukiniti. To je res smešno. Ne?
mi smo vlada ni uredila dolgotrajne oskrbe. Ja. Vlada je znižala cene položnic za dolgotrajno oskrbo, ampak na drugi strani grejo pa te položnice zaradi dviga minimalne plače, zaradi draginje, grejo pa nazaj gor. Ne? In v bistvu z eno roko dajo, z drugo roko jemljajo. Ne? Zaradi tega, ker je pač to neka vlada, ki jo imamo, ki je brez glave, brez pet, ne, se pravi, ne ve se, kdo pije, kdo plača in brez nekega sistema. Kar se tiče dolgotrajne oskrbe, pogledajte treba, kaj je v tem segmentu te zakonodaje dobrega, ne, in na nek način je potrebno zbrati ta denar, ne, za dolgotrajno oskrbo. Da se potem sfinancira ne samo dolgotrajno oskrbo v domovih, ampak tudi pri ljudeh doma. Ta trenutek ljudje, ki so doma, pa potrebujejo dolgotrajno oskrbo, v bistvu nimajo nič. Pa dajo prispevek. Ne? Ja. Zaradi tega je najprej treba prve 30%. Ne? Se pravi, odpreti ta zakon, ljudem povrniti, kar jim je bilo dobesedno ukradeno, zlasti pa upokojencem. Upokojencev je 600,000, vsi plačujejo ta odstotek, koristi pa to dolgotrajno oskrbo jih samo 20,000. 20,000 v domu. Se pravi, pa še to ne vsi, a veste. Torej, jaz ne poznam države, kjer bi veljala dva zakona. Ko gre nekdo v dom, v bistvu še nima novega zakona, se včlanjuje in vstopa v dom še po starem. Ko je pa že v domu, ga pa vprašajo, po katerem zakonu bi vi radi bili? Po prejšnjem, novem? Držijo. Mislim, izdajanje odločb je katastrofalno. Kjer zakon potem velja? Resnost, to je norost, totalna. Pri tej temi je na neki nizki osnovi. Zaradi tega, ker bi ta sistem mogel urediti celostno na elementih pravičnosti. Ta trenutek pa se mnogim dogaja krivica, zlasti vsem tistim, ki plačujejo, storitev pa nimajo. Ja. In zaradi tega je bomo še enkrat prvih 100 dneh naslednje vlade, se pravi od aprila naprej, za nas ne bo počitnica, ampak bomo te stvari nazaj vrnili v normalno stanje. Meni, ne bom rekel, da mi je žal, ampak hkrati je ta vlada neko spoznanje za slovenskega volilca, kaj se lahko zgodi, če se na volišča ne odpravimo odgovorno. Zgodi se ti golob. Ne? Ali boste ovadili Simona Maljevca? Kazensko? Dobro, da jo ste dali. Zaradi tega, ker ne zasleduje elementov pravičnosti. Jaz mislim, da tukaj je pobranega 145 milijonov evrov več denarja, pa ste vrnil se nazaj, ne v proračun, ampak v zakladnico. Jaz verjamem, da bi bolje s tem denarjem upravljala banke, če bi imel ta upokojen ta denar na banke. Vsak sam bi dal. Ali pa podjetja, ja. Ne pa, da bo s tem denarjem zdaj upravlja Ministrstvo za finance oziroma zakladnica. To je popolnoma to zgrešeno, zato mi govorimo, da gre za davek na zalogo. Plačujemo, nič pa tega nimamo. Da se razume. To je davek na zalogo. Po nepotrebnem. Ja, za njihov drugi mandat. Mogoče. Jaz upam in si želim, da ga ne bo. Da ne. Ampak vendar, lejte, zdaj vaš program je podoben tudi programu Anžeta Logarja, njegovih demokratov, pa na momente, sicer ne vemo še povsem, ampak tudi gospoda Prebiliča in Preroda. Kje so ključne razlike? Vi vidite razlike v programih tu? Ja, seveda se prav, da imamo politične stranke, sorodne programe. Zdaj, Prebiličem ga ne bi primerjal, ne? Ja. Ker je v mnogih segmentih smo pač različne stranke, tudi pa naša ideološka podstat je drugačna, tudi nastanek strank. Nova Slovenija je organska stranka, ne, z dolgo tradicijo, medtem ko Prebilič je zgodba, ki je nastala pol leta nazaj. Zdaj, kar se pa tiče drugih strank, desne sredine, omenili ste Anžeta Logarja, lahko pa rečem tudi SDS. Saj delimo podobne programe, saj tudi delimo podobne vrednote. Tudi Anže Logar je bil nekoč član, do nedavnega bil član SDS-a, 20 let, težko rečeš, še se pa določenim vrednotam, pa programom, ki sem ga prej živel, odpovedujem.
po takem času, razen če se zgodi nek zelo hud vrtiljak v možganih, ampak jaz to ne verjamem, tako da meni je pa všeč, da imamo podobne programe. Imamo določene razlike, absolutno, tudi kar se tiče odnosa do življenja, kulture življenja, veselja do življenja, ravno kot ste Anžeta omenili. Mi zelo močno izpostavljamo rodnost. Slovenije brez Slovencev ne bo. In gospodarskega problema zaradi delovne sile ne bomo reševali in ne moramo rešiti samo z migracijami, ker s tem se spreminja tudi kulturna krajina. In tako naprej, prišlo bo do drugačne Slovenije. Zaradi tega jaz govorim, kot oče 3 hčera, da imamo imeti več otrok. Veselje do življenja. In tega se ne da samo z denarjem narediti, ampak z bojem, z ozaveščanjem lepot življenja. Ne pa dekadentnostjo. Je pa delala ta vlada vse obratno s tem, tudi zakonom o pomoči pri samomoru, stran od kulture življenja, ampak za kulturo smrti. Mi delamo obratno. Mi se veselimo življenja. Mi se veselimo vsakega novega dojenčka. To je prihodnost te države. In še ena stvar, povezovanje. Jaz si ne predstavljam povezovanja z nekom, ki želi terminalno uničiti način življenja, kot ga poznamo. Ne morem sodelovati s strankami obstoječe koalicije, ki so toliko dvignile davke, te stranke, da v bistvu ljudje slabše živijo, da se podjetja selijo na Hrvaško, da je naša povprečna neto plača že enaka, kot je povprečna neto plača na Hrvaškem. Samo povezovanje zaradi lepe besede povezovanje je nek šlager, nek statement, ki v bistvu globoko v vsebini ne pije nobene vode. Je ni. Jaz se ne morem povezovati z nekom, ki je zdaj 4 leta uničeval državo. In zaradi tega je ključno povezovanje desno-sredinskih strank v okviru tudi sestave koalicije. Ne odrekam sodelovanja na nekih drugih temah strateških za to državo, ampak govorimo o sestavi koalicije. Samo zaradi tega, da bi bil jaz del vlade, samo povabil pa bi še eno levo stranko, da bi izgledali lepše, lepo vas prosim. A bomo potem spet bili pri temu, da bomo legalizirali dodatno marihuano, eutanazija, kaj še. Se pravi, tukaj gre za vrednote, gre za način življenja. Se pravi, dajmo se povezovati, dajmo sodelovati na načelni ravni, se ljudje moramo pogovarjati pri iskanju rešitev. Ampak, ko sestavljaš pa vlado, pa je zelo, zelo pomembno, s kom greš v vlado. In jaz si ne predstavljam, da bi šel v vlado s katerokoli strank, ki so zdaj pri tem sodelovali v žalostnem obdobju 4-letnega mandata Goloba. No, ampak se tudi pri prejšnjih vladah, če smo pravzaprav natančni, so bile tudi v bistvu leve stranke, da se je koalicija sestavlja. Se nobena vlada do zdaj, pri desnih, se to ni nek izum, to zdaj ni nek... Jaz mislim, da je recimo Vladimir Prebilič, če se podpiše pod to, da bomo znižali davke in dvignili plače, jaz se strinjam, sem najprej počakamo, če bo prišel državni zbor, ali pa Matjaž Han. Zdaj, veste, kakšna je struktura socialnih demokratov, dvomim, da mu bo sploh dovolili, da bi o tem on sploh razmišljal. Ampak pustimo se presenetiti. Tisti, ki bi sprejel ta naš recimo zdravstveni program, gospodarski program, ter to, da se vzemamo za obraniti način življenja, kot ga poznamo v državi, do zdaj pač s takšnimi ljudmi jaz nimam težav sodelovati, tudi z drugimi iz drugega pola. V prejšnji vladi smo videli, kaj se zgodi z nekom iz levice, če začne sodelovati z desnico. Pogrom. Zdravka Počivalška so ga iz dneva v dan prebijali na križ samo zaradi tega, ker je v bistvu SMC sodelovala v vladi. No, pa vendarle tudi zdaj kar na lepem smo slišali zdaj o Anžetu Logarju, kaj vse bi on moral kje bi se moral upravičiti, zanikati, kaj vse bi moral storiti. Celo Milan Kučan je rekel, da on se še ni distanciral in tako naprej. Kako vi gledate na vlogo oseb, kot so Milan Kučan, Zoran Janković, pač Robert Golob, Alenka Bratušek, konec koncev, iz tiste Pozitivne Slovenije. Kako vi gledate na to? Se vam zdi Milan Kučan, ki ga menda upoštevajo, sploh nek kredibilen dejavnik v tej politični zgodbi Slovenije danes?
ne bi smel biti kredibilen dejavnik, oziroma pač kredibilnost izhaja iz osebe. Ne? Zdaj, kredibilen je za levo politično opcijo. Mogoče. Malce so tudi že skočili stran. V redu, mene v bistvu to ne zanima, je pa tako. Ne? Na volitvah treba iti na volitve in se stehtati. Samo polna usta navodil in govorance je slabo za demokratični proces, pa ne samo Milan Kučan ali pa Zoran Janković, ampak tudi Nika Kovač in druge nevladne organizacije, ki želijo vplivati na potek volilne kampanje. In hočem reči, da tukaj je zdaj tudi mlajša generacija politikov, ki želi prevzeti vajeti drugače in sem prepričan, da znamo bolje. Ampak vedno se zgodi to pred volitvami, to strašenje, kaj pomeni desnica, če pride na oblast. Ne? In to prihaja iz enih in istih ust že desetletja in to ni dobro za demokratični proces. No, vi ste bili... So pa zvočniki, so pa zvočniki vedno manjši. Doseg tega vedno manjši in ljudje imajo možnost drugih orodij, da pridejo do informacij, kakšno dejansko stanje v državi, novih tehnologij. Tako da ta moč vplivnežev iz ozadij se pač zmanjšuje. Ne? No, ljudje najbrž vse bolj ugotavljajo, da gre za eno veliko blefiranje, ne, da tako rečem. Tudi vi ste bili infrastrukturni minister. Ne? Kako vi komentirate to, da je Robert Golob pred nastopom mandata dvigoval neke loparčke Filipu Dobraniču? Kar se tiče prometa, ker tudi prometa. Ne. Promet je zdaj tisto, kjer res vsi vsak dan stojimo, ne glede na to, kdo je v vladi. To je ponižujoče. No? To je nekredibilno za neko osebo, ki želi postati predsednik vlade ali pa ima politično stranko in da se tako poniža, da gre na Trg Republike, dviguje loparček in posluša nevladne organizacije, kaj mora narediti, kaže na manko znanja, kaže na manko vsebin, programov. Se pravi, možgani so te vlade torej nekje drugje, pri Mukiju, Niki Kovač in tako naprej, kar je žalostno za to levico. Ampak te so dobili 600,000 evrov, tako ste rekli na začetku? Pogledajte, mislim, da je nekdo objavil, nek medij objavil, koliko je to društvo je Jutri nov dan, zavod, dobivajo finančna sredstva točno s tem namenom, dobivajo finančna sredstva, da so podaljšana roka leve politične opcije. In jih predstavljajo kot nevladno organizacijo. Ne. Lepo vas prosim, tle bo treba naliti čistega vina, da to so v bistvu izpostavljeni politiki, ki pomagajo obstoječi koaliciji, da ostane na oblasti. Torej, vi ste uvedli tudi prometno policijo na avtocesti, ta je bila takoj ukinjena. Mislim, da je bil to prvi ukrep, ki so ga naredili. Ne? Ali boste to ponovno predlagali? Namreč stanje na avtocestah je res kritično. Ja. Takoj, to bo v prvih 2-3 mesecih je še takratna ministrica Bobnarjeva prometno policijo ukinila, češ da je nepotrebna, danes pa vidimo, kako tovornjaki prehitevajo tovornjaka. Ne? In blokirajo ves promet, kljub temu, da je to, sem jaz pripeljal, da ne vozijo lepo kot račke, zato ker je pretočnost boljša. Zdaj tega se ne držijo več, ker jih noben ne sankcionira. Ja, mogoče so bili ti prometni policisti janšisti, ne, pa so jih ukinili pod Bobnarjevo. Ampak vseeno me zanima, kako vi gledate na to čiščenje janšistov. Ne nazadnje tudi na RTV Slovenija se je zgodil ta pogrom. Nasploh na tovrstne čistke, ki se dogajajo iz ideoloških vrednostnih vzgibov, so simptom za neke druge čase, ne za demokratično državo. Sem do tega zelo kritičen. Treba ocenjevati ljudi po kakovosti, po delu, sposobnostih, ne pa po tem, ali je veren, ali ni veren, ali je član kakšne politične stranke, ali je simpatizersko. Se pravi, to je tisto, kar smo pustili leta 1991 za seboj. Žal pa prihajamo v te čase. In ta 2 SMS-a od predsednika vlade, ministrici za notranje zadeve, češ da je šlo za kršenje integritete zaradi teh 2 SMS-ov. Jaz mislim obratno. Ne? Ta 2 SMS-a nista kršenje integritete, sta pa simptom, kako je Robert Golob in njegova vlada vplivala na delo policije in kako je v bistvu uzurpirala nadzorne institucije pravne države.
To je simptom. Ta 2 semestra nista nič posebenega. Ampak nakazujeta pa, kakšna je bila smer delovanja, se pravi čistka. Zdaj, mi smo imeli eno tako čistko po vojni, 1945, ne? Tudi med vojno se je dogajala, ne? Ampak sistematično res po vojni, s povojnimi poboji in da ta govorica, ne, res ni v demokratičnem duhu in ni doprinos k naši civilizaciji. No. Ampak, kot kaže, ja, se levica z to, da bi ostala na oblasti, za ohranitev oblasti, poslužuje pač vseh sredstev, zaradi tega, ker gre za privilegije. Gre za privilegije, ki jih držijo že 80 let in jih ne izpustijo in nadaljujejo, se pravi, s čistkami. Ne. Jaz pa verjamem v to, da bomo 22. marca, ne, Matjaž, v tem ringu zmagali in da nazaj vrnemo upanje v to državo, da je drugačna Slovenija možna. Tudi spravo, kar se tiče teh povojnih pobojev, pokopov, obsodbe komunizma. Jaz sem to kar veliko študiral, ker sem avtor knjige Načkov Šuštar in osamosvojitev Slovenije. On je bil tisti, ki se je zelo prizadeval za spravo v narodu in je dejal, se sprava med mrtvimi je že narejena. Problem je sprava med živimi. Za spravo obstajajo točno določena pravila, pa elementi, kako priti do sprave v narodu. Najprej je tukaj priznanje. Potem je opravičilo. Potem je odpuščanje. Obratnih vrstni redi so se v Sloveniji zgodili. Da je bilo najprej odpuščanje, pa tišina. Priznal pa ni nihče več. Ja. Tudi opravičili so se zelo redki. Nobeden. Ja, ampak govorimo o funkcionarjih. Tam pa tam si slišal kakšnega lokalnega funkcionarja, ampak vse ostalo je pa bilo nemo. Sprava v narodu je nujna, pa ne zaradi polpretekle zgodovine ali pa samo na tem delu. Ampak, veste, če ljudje ne živimo sprave, obstaja v nas samo nasprotovanje in nasprotovanje. Nasprotovanje pa vodi v večno sovraštvo. In če povzamem Antigono, da ljubim sem na svetu, ne da sovražim. In je bila moralna zmagovalka, medtem ko pa Kreon sprevrženec, ki se mu v bistvu potem zmešalo in tako naprej. Se pravi, dajmo živeti Antigono vsak dan, tudi ne samo v odnosu do zgodovine, ampak vsak dan znotraj družin, znotraj prijateljstev in tako naprej, da lahko dosežemo tisto maksimalno dobro in iz vsakega izmed nas, kot individuuma, da damo ta doprinos potem v družbo, kajti napajanje sovraštva v sovraštvo ne more roditi nič dobrega. Žal, to sovraštvo, te elementi sovraštva se kažejo, moram reči, in to sem razočaran, v okviru zdajšnje vladajoče koalicije. Ko nas slišijo kot razredne sovražnike, zato ker mislimo drugače. Ko čistijo, povsod. In to sovraštvo ne pripelje nikamor dobrega. Še enkrat želim poudariti, da je pomembno, da spravo živimo vsak dan, vsak izmed nas, tudi zaradi notranjega miru. Ali si ti pobiti ljudje, ki so bili ubiti brez obsodbe, to se pravi, so nedolžni, niso ničesar krivi, si zaslužijo pogreb v Ljubljani? Ja. Vsak si zasluži grob. In pogreb v skladu z njegovo religijo, vero, načinom življenja. To, da pa mi te civilizacijske dolžnosti nismo naredili, kaže na odmik ali pa načrten odmik od kulture življenja. To, da župan Janković poudarja, ne bom tistih pokopal romskih otrok, Romov. Vete, zdaj, zakaj? Zato, ker so bili izdajalci. Lepo vas prosim, pa kaj je otrok kriv? Pa kdo je Janković? Pa tudi kdo je Janković. Jaz mislim, da te ljudje ne bojo, morajo biti pokopani tam, kjer si zaslužijo. Imamo Žale, primeren prostor. Če so lahko tam pokopani kvazi narodni heroji,
bojo pa tudi naši otroci. Ne? Ja, pa tudi nemški vojaki, pa Tudi italijanski tako je. vojaki. Ne. Zdaj, veste, mi nismo pravili osnovne civilizacijske stvari pogreba. V skladu tudi z zakonodajo, v skladu z vsem. In se to kar odmika v nedogled. In jaz se sprašujem, kakšen človek moraš biti, no? Se sprašujem, kakšen človek moraš biti, da ne dopustiš svojcem pokopati pobite pred 80 leti. Ja. Ne? In ne bo napredka v družbi, dokler ne naredimo osnovnih civilizacijskih norm. Dobro, za konec, gospod Trontelj, mogoče demografija, imate to tudi v programu, da še to malce oslikam. Demografija sigurno močno vpliva tudi na področje dostopnosti do zdravstvenih storitev, ampak ravno zaradi tega naslova pa je potrebno zdravstveni sistem posodobiti in vpeljati tudi vse te tehnološke novosti, ki so na voljo. Predvsem tukaj mislimo na to digitalizacijo, ker ima Slovenija še res veliko priložnosti, kako vse to zdigitalizirati, kako, bom rekel, dokumentacijo poenotiti, da nek zdravnik, kjerkoli je, bodi si na sekundarni ravni, primarni ravni, ali ima koncesijo ali nima koncesije, ni pomembno, ampak da so tukaj poenotni dostopi, da se vidijo vsi izvidi in na ta način sigurno se pri vsakem zdravniku prihrani določen čas. Tako da demografija je in bo igrala tudi v prihodnosti svojo vlogo, zagotovo pa samo povečanje, bom rekel, uporabe tehnologije, približati telemedicino in vse ostale stvari. To je zagotovo so edini pravi ukrepi. Dejstvo pa je, da cela Evropa se sooča s tem izzivom demografije. In kot že danes večkrat omenjeno, no, ravno takrat, ko imaš na eni strani, se pravi, starajoča družba, na drugi strani več novosti, tehnoloških metode zdravljenja se povečujejo, enostavno moraš ponajti sinergije med vsemi temi stvarmi, med tehnologijo, med administrativnimi ukrepi, na drugi strani tudi med preventivo, ki je še danes nismo menili, izjemno pomembna je seveda tudi preventiva. Ja, zdaj ženske nimajo ginekologa, ne, Nika seveda fajta, ampak dobro, ginekologov nimamo, ne. Tako je, lejte, seveda je na mnogih področjih je deficit, ampak seveda deficit je tudi zato, ker je izjemno negativno predstavljen tudi vedno bolj ta zdravstveni sistem, zdravniški poklic in seveda iz tega naslova je tudi manj zanimanja potem za poklice. Mi moramo obrniti to sliko, da zdravstvo, biti zdravnik, medicinsko osebje, administrator, karkoli v tem zdravstvenem sistemu je nekaj, kar je še vedno plemenito, pomembno, je to poslanstvo posameznika. In na ta način seveda bomo na dolgi rok seveda ne bomo iz danes na jutri spremenili, ampak definitivno pa lahko spremenimo to kulturo in klimo za prihodnosti, tako da je tudi to zelo pomembno. Dobro, zadnje vprašanje, gospod Trontelj, pa potem gospod Vrtovec, zakaj obkrožiti kandidata razvojne koalicije oziroma Nove Slovenije na tem listku volilnem? Kar zadeva zdravje, ima Nova Slovenija skupaj z vsemi strokovnjaki, ki so sodelovali pri programu, odličen program, predvsem pa zato, ker na prvo mesto postavljamo samo eno. In to je, da pride vsak posameznik pravočasno do kvalitetne zdravstvene obravnave na primarni ravni specialistov in je to plačano iz strani ZZS, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. In to je ključno, ker je to edina tista prava pot, da je v središču posameznik, da smo osredotočeni na njegovo zdravljenje, seveda vsi ostali deležniki pa morajo to podpirati. In zato je tukaj dodelana, preprosta zadeva, ne peljemo nobene ideološkega boja, tukaj peljemo tisto, kar je zdravorazumsko za posameznika. Če vplačam v zdravstveno blagajno, potem je tudi moja pravica, da pravočasno dobim kvalitetno zdravstveno oskrbo. Doktor. Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in stranka Fokus Marka Lotriča so se povezale za to, da zagotovimo zmago desne sredine na volitvah in prekinemo z eksperimentiranjem na različnih področjih, ki ga počne Golobova vlada. Dignemo splošno blaginjo, popravimo krivice, ki se dogajajo ljudem, da bo delo ponovno postalo vrednota, da bojo ljudje imeli višje plače, nižje davke, da bojo zadihali podjetniki, SP-ji, normiranci, obrtniki in da ne bo vrednota torej lenoba. Povezujemo se zato, torej, da damo upanje slovenskemu volilcu, hkrati desnici dajemo upanje, da je ta sprememba 22. marca možna. In več kot bo dobila glasov ta koalicija, NSi, SLS in Fokus,
večja bo možnost torej sestav za desno-sredinsko vlado. Torej upanje prinašamo. Upanje v boljšo prihodnost te države. Dobro, gospod Vrtovec, gospod Trontelj, najlepša hvala za te komentarje. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam. In hvala za pozornost. To je bila Nova Slovenija.